Dober dan in prijazen pozdrav v naši oddaji za zdravje. Erika Brajnik, priznana naturopatinja s specializacijo iz holistične irideologije in kitajske tradicionalne medicine, je za današnjo oddajo pripravila zanimiv prispevek o sluzi v našem telesu. Kakšne težave povzroča sluz in kako si lahko pri tem pomagamo? Erika, pozdravljena. Lep pozdrav. Spet smo v vašem centru Saeka v Ajdovščini. Tale naturopatski center je res tak privlačen, simpatičen, dobra energija. A je to že kdo povedal? Ja, mi kar povejo, tudi otročičkam je fajn, imamo igrala, tako da se oni malo zabavajo, se počutijo kot doma. Tako, o čem bomo danes govorili? Danes bomo govorili o sluzi. Sluz, ki dejansko pride v našo telo, si jo pridelamo sami z nepravilno prehrano in pol sluz obda organ. Organ prejema manj kisika, manj krvi, slabš dela in pride slabše prekrvavljen, seveda. Recimo sluz se v našem telesu kaže kot cista, kot miom, kot endometrioza. Sluz se lahko kaže tudi kot sinusitis, kot pljučnica, kot bronhitis, kot astma. Torej, imamo več različnih tipov sluzi, ki napade določene predele telesa, seveda mi sami jo predelamo z nepravilno prehrano, ki je tista, ki sluzi. Imamo tudi določene tipe ljudi, resnici na ljubo, ki so imajo večjo predispozicijo da se jim v telesu dela sluz. To so limfatični tip človeka. Limfatični tip človeka je tisti, ki ima modre učke, svetle, lepe učke. Tisti ljudje so toliko bolj občutljivi za to. Tako da, če mi pride nekdo z astmo ali pa z bronhitisom, ga najprej vprašam eno stvar. Oprosti, kje živiš? Zato, ker če ta oseba živi v hiši, kjer je polno vlage in ima po stenah plesen in ima okna plastična, ker lahko so tudi nova, ker nadihtajo, tista oseba rabi močan razvlažilec in ne rabi naturopata, ampak zato, ker spiš 8 ur v vlagi, ne more biti. Torej, tudi okolje zdraven na nas, absolutno naše zdravje vpliva, vendar okolje in hrana, ne? S hrano pa tudi. Tako da, kaj delamo? Torej, limfatični tip človeka smo rekli, svetlooki je tisti, ki je bolj dovzeten za sluz, vendar sluz seveda se nabira v telesa tudi tudi drugih ljudi, absolutno. Vidi se zelo lepo na irisu, vidimo določene take madeže, tako kot lahko vidijo gledalci na televiziji, in tisto dejansko kaže, da je prisotna v telesu sluz. Ko se oseba razsluzi z določenim jedilnikom, dejansko teh madežev na irisu ne vidimo več. Oko se spreminja tako, kot se mi spremenimo. Kadar mi izgubimo 8 kilogramov sluzi, takrat bo telo tudi oko se spremenilo in tistih madežev ne bo videti več. Na očesu se vidi, kje je sluz, na katerih organih je in koliko je je. In to pomeni, da moraš aktivirati proces samozdravljenja z hrano, da se bo telo prečistilo te sluzi. Hrana, ki sluzi, imamo več razvrst hrane, ki sluzi. In vsa živila, ki sluzijo, so mleko in mlečni izdelki, sir, to absolutno vse sluzi, naj bo z laktozo, brez laktoze, če imamo težave z sinusi, z pljučnico, z astmo, pozabimo vsaj za eno določeno obdobje mlečne izdelke. Tudi kozji sir, ne? Tudi kozji sir, vse, ker to sluzi, ni fora v laktozi, ne? Je prav, kozji sir je naravno brez laktoze, ok, ima je problem v sluzi. Druga stvar, ki sluzi, je oves. Oves in vsa žita, ki so vlažna, recimo za eno osebo, ki ima dosti sluzi, je fajn kruh, ki je razvlažen kot toast ali pa prepečenec. Torej, ne tisto, kar je dosti moker kruh, ne, pride, ker tisto je polno vlage, ne, spet, ne. In tudi med. V bistvu oseba, ki zjutraj vstane in ima cmok v grlu, torej že to kaže sluz, ne, ki ima zabasane sinuse, ki je polno sluzi, če uživa med,
Med je problematičen zato, ker proizvaja sluz. Torej, med je dober za suh kašelj, ni dober za moker kašelj. Takrat je boljše ga odstraniti za eno določeno obdobje. Kako se mi razsluzimo, če ne še drugače? Torej, s hrano, če mi odpravimo, tle imamo jedilnik, recimo pljučni jedilnik v tem primeru, da odpravimo sluz iz telesa, z jedilnikom mi preprečimo, da bi nova sluz nastajala v telesu. Ne? Kako se bomo pa mi čim hitreje znebili vse stare sluzi, ki je v telesu, ker recimo se je nabirala 10 let, 5 let, nekdo ima pljučnico lahko vsako leto enkrat, ali pa bronhitis, ali pa astmo. Ja, jaz sem zbolel za astmo 15 let nazaj. 15 let se je nabirala, še malo več se nabira tista sluz v telesu. Kako se bomo tega znebili? Najboljša metoda je moksa, zelišče, ki pozdravi vse bolezni. Tukaj imamo eno palčko mokse, tukaj imamo eno paličico mokse, jo prižgemo in z mokso grejemo ene določene predele telesa. To je taka zelo močna toplota, ki se segreje do 500 stopinj in vleče nase mokro, vleče nase sluz. Dejansko mi grejemo, recimo imamo primer, da imamo težave s sinusi, mi grejemo na tem predelu tretjega očesa z mokso, tako nadaljavo, približno enih par centimetrov stran, grejemo to točko, ta je vstopna točka za cel predel glave, katero imamo sluz tle. In gre noter ta toplota in začne topiti te stare sluzi. Jaz sem tako imela eno gospo, ki je imela kronični sinusitis, bila 3-krat na operaciji sinusu in vedno znova se je ta zadevščina ponavljala, zato ker je sluz vedno na novo porasla v njenem telesu, ker pač nepravilno prehrano, plus živela je pri potoku, hiša je bila zelo vlažna. In kaj ona je začela moksati? Je moksala po enih 20 dneh, ki je vsak dan moksala enih 15 minut, je začelo teči ven. Najprej zeleno, pol rjavo, pol rumeno. Je rekla, da ni mogla verjeti, kaj vse iz nje je prišlo ven. S tem, da tista sluz, pol veste, mi, kadar gre skozi nos ven, čutimo okus, malo, tudi v požiralniku čutimo. In ona je čutila okus starih kapelj za sinuse, ki jih je imela že 10 let nazaj, zato ker je ostalo noter v teh sluzeh, vse skupaj strjeno, zabito. In tako si je ona zadevščino prečistila brez nobenih problemov. Tako je mamica odpravila astmo od 7-letnika fantka, ker je bil že na vseh sort ventulinih in vsem, tako da mu je moksala zvečer, ko je zaspal tle od zadaj, med lopaticami mu je grela ta predel pljuč in je dejansko otročiček pol se razsluzil in ni imel več težav. Tako lahko ženske delajo, tiste, ki imajo težave ima tudi moški, ki imajo težave z prostato, ali pa kdor ima ciste v predelu trebuha, naj bo to na vranici, naj bo to na jetrih, naj bo to na jajčnikih, maternice ali pa takoli, pa moksamo ta predel. Druga vstopna točka je ta predel popka, na popku moksamo. Ponavadi damo v popek en prevodnik, samo v popek dajemo to sol. In dejansko grejemo ta predel. Zdaj septembra se to dela in sicer, kadar je enakonočje, 23. september, se moksa recimo od 20. do 26. septembra, vsak dan 20 minut. Takrat je moksa toliko bolj učinkovita, zato ker so yin-yang energije bolj uravnane in dejansko je pretok hitrejši. In je kot, če ti moksaš en dan 20 minut, je kot da bi moksil 3 dni vsak dan, torej se splača. Takrat si telo tudi nabere dosti energije za celo zimo, toplote. So tisti ljudje, ki rečejo, meni je mraz vedno, jaz hodim spat s 3 štumfi, jaz imam vedno ledene roke in noge, kako si lahko pomagam? Moksa je tista, ker ti pomaga, da krepi energijo yang oziroma razsluzi telo, ker je tista sluz, ki te hladi. V bistvu predeli telesa, kjer je sluz poraščena, so mrzli. Kadar ti tipaš, čelo je vlažno in mrzlo. Pljuča, ta del je mrzel in vlažen. Ta del spodaj spet trebuh, kjer je maternica polna miomu, polna cist, je ta predel pod popkom spet leden, kadar daš roko gor. In to ni normalno. Je pa razumljivo, zato ker če se poraste ta sluz, seveda res ne pusti do organa krvi kisika in organ dobi malo hrane in slab ždela je, kot da bi
hiral, ne, počasi, ne. In mi dejansko s tem aktiviramo stopimo sluz in aktiviramo, da organ pridobi več kisika, se razsluzi, bolj ždela in je mir.